Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Danes je z nami dolgoletna članica drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, dramaturginja Maja Borin. Letošnja nagrajenka Združenja dramskih umetnikov Slovenije, prejemnica nagrade Marko Slodnjak za dramaturške in druge projekte v zadnjih 2 letih. Dobrodošli v studiu Podpekarska gorca, gospa Borin. Dobrodošla, hvala. O pomembni, a gledališkem občinstvu precej neznani vlogi dramaturga v gledališču se bova pogovarjali. To je precej samotno delo, ste povedali ob nedavni nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Ustvarjate v ozadju dramaturgi? Seveda, dramaturgi absolutno ustvarjamo v ozadju. Delo pa je v eni fazi zagotovo, tako kot sem rekla, samotno ali pa vsaj individualno. V nasprotju s tem, ko potem v projektu postane zelo bučno in pravzaprav čisto nič osamljeno, ker je treba sodelovati z veliko ekipo, igralcem in režiserja največkrat, pa tudi scenografom, kostumografom, skladatelji. Mislim, so avtorsko ekipo, kot jim mi v gledališču rečemo. Torej vsemi, ki smo skriti tam, kjer se nas ne vidi, torej v ozadju in nek pripravljamo skupaj z igralci dogodek, ki ga potem vidimo. Dramaturgi se najprej ukvarjate z besedilom, za računalnikom, brez dramaturškega ustvarjanja, pravzaprav ni gledališke predstave, večinoma vse v mariborskem gledališču, so redke predstave, ki nastajajo po navdihu celotne ekipe, ki nastajajo v živo na odru, ne? Oziroma v času nastajanja predstave. Besedila, res je, predvsem v prvih fazah, sodelujemo že dramaturgi, torej lahko pri izboru besedil, lahko se dogovarjamo z umetniškim vodjem ali z režiserji, ki so predlagani, da bi prišli na primer k nam režirati. In ko se dogovorimo o tem, kakšna bi bila ideja tega projekta, torej ali gre za posodobitev, ali gre za čisto klasično režijsko postavitev nekega besedila, potem se tudi določi jezikovna podoba, posodobitve najrazličnejše znotraj tega in to se že potem nekako vpisuje v besedilo. Drugače pa ja, veliko projektov nastaja tudi tako, da se z improvizacijami nastajajo, da se zapisujejo. Tudi nekateri projekti nastajajo v kombinaciji enega in drugega, torej da se na neko osnovo, ki je že izpisana, potem prireja besedilo tekom vaj in tukaj sodelujemo potem zato, da vse skupaj nekako rečemo držimo v dramaturškem loku ali pa da ima zgodba, ki jo hočemo povedati, nek smisel. Besedilo, ki ga preberemo v neki knjigi, romanu, to so pogosto iztočnice oziroma temelji, na katerih temeljijo gledališke predstave, so potem na gledališkem odru povsem drugačne, ne? Ja. Kakšna so tukaj pravila? Katere stvari iz besedila prenesti na oder? Ja, res je. Vedno, ko gre za odrsko, torej prenos na oder, mi rečemo temu odrsko adaptacijo besedila, ne glede na to, ali gre za roman, pesnitve ali črtice, kratke zgodbe ali pač neke čisto druge, tudi hibridne oblike tega, se mi odločimo za eno smer, ki bi nas na primer zanimala, bi nas navdušila in potem znotraj te smeri iščemo, kako bi to na odru zaživelo. V resnici nek tvoj scenarij nastaja v glavi. Pač vsaj pri meni si moram prizore, ki jih potem probam, ki me navdušijo v romanu, probam prenesti na oder že in jih tukaj nekako oživiti, kako bi to na odru, kako predstaviti osebe, ki nastopajo, kaj počnejo te osebe, torej situacije, v katere so dane, kaj me najbolj nagovori, kako humorne vložke, ne vem, na nek drug način, kot jih roman, na primer, piše, jih potem mi uprizorimo. Dramaturgi ste svetovalci režiserja, igralcem, ste nekakšna vez med številnimi gledališkimi ustvarjalci, scenografi, kostumografi, včasih tudi nekakšen mirovnik nesoglasjih, ki nastajajo ob vsakem delovnem procesu v gledališču, še posebej, ker gre za različne vizije, poglede, ustvarjalnost ljudi, ki je brezmejna.
Ja, res je. Na nek način si lahko psihoterapevt, si lahko spovednik, si lahko marsikaj, zato ker si neke vrste posrednik, rečemo, med igralcem in režiserjem ali pa med nekimi drugimi člani, ki pač potrebujejo jasno vodstvo in zahtevajo tudi neko razlago ob tem, zakaj je ta smer, zakaj si režiser želi nekam, kjer se mogoče igralec ne znajde čisto dobro in je treba mogoče neke stvari povedati drugače ali pa razložiti na nek način, ki bo lažje razumljiv ali pa bo uresničljiv njegovi viziji tistega lika. Tudi med vami in režiserjem mora nastati neka povezava, sodelovanje, uživanje, razumevanje drug drugega. Kot nek partnerski odnos. V tistem času, koliko študij traja, pač prihaja do nesoglasij, prihaja do nekih, ampak če se da to rešiti z nekim pogovorom ali pa če to vzameš kot ustvarjalno kresenje mnenj, potem se lahko zelo dobre stvari izcimijo. Če pa stojite vsak na svojem bregu, pa seveda to ne gre. Režiser je tisti, ki vodi projekt, torej dramaturg mu je neka pomoč in se mi zdi, da se morata na nek način dopolnjevati, da projekt lahko steče ali pa dobi končno obliko. Gledališka predstava pa je skupinsko delo. Ne nastaja zgolj v sodelovanju enega ali dveh posamezniki. Celotna ekipa je zaslužna, ne? Vedno je tako. Torej tudi, če igralec podpisuje režijo, scenografijo, ne vem, lahko seveda tudi en človek počne vse to, ampak se mi zdi, da je v neki fazi tudi ta en, ki je pač vodja lahko potem celega projekta, potrebuje neko zunanje oko, rečemo, da z neko distanco mogoče poda kakšne komentarje, ampak največkrat je to delo, ki povezuje zelo veliko število oseb. Torej, na nek način se toliko estetik, od literarne, ki je osnova, do potem likovne estetike, torej kako se scena, kostum vključuje, kaj luč naredi, kaj pričara, na kak način se neke stvari potem združujejo, režiser kot neke vrste dirigent. Torej, on ima vse niti v rokah in vodi. Igralci so pa seveda tisti, preko katerih mi vse to potem na nek način doživljamo, kar je v celoti neka uprizoritev hotela povedati. Kaj je odločilno, da predstava postane uspešnica? Verjetno obstajajo neke smernice, ki vedno znova se potrdijo ob tem, kaj dela predstavo uspešno? Ne bi rekla, da poznam recept, ker potem bi se ga kar držali. Mislim, da je vsaki predstavi v interesu, da postane uspešnica. Imamo pa različne vrste predstav, odvisno od tega tudi, kaj nagovarjajo. Zagotovo je dobra komedija ena uspešnica, rečemo lahko že vpisana v besedilo, ampak tudi to je zelo odvisno od režije, igralcev, moči te iluzije, ki jo pač potem ta skupek ljudi, vseh, seveda tudi zaoderja, tudi vse tehnike, ki nam to omogoča, ki so še bolj nevidni kot mi, avtorski ustvarjalci, na primer, ampak brez njih tudi ni ničesar. Se mi zdi, da je to en recept, so lahko, naprimer, če rečemo kabarejske predstave, ampak tudi to ni rečeno, da bo večje število, torej če delamo za večje število ljudi, da je to recept za dobro predstavo. Lahko je samo bolj razumljiva ali pa lažje razumljiva tema, ki jo obravnavamo, tista, ki pritegne večje število, lahko je zelo dober naslov romana, ki so ga ljudje množično prebirali in zato pridejo pogledati predstavo. Ampak skupek vsega, se mi zdi, torej če je dobra postavitev, če je dobra igra, režija, dramaturgija, je pa tisto, kar potem na koncu gre od ust do ust sporočilo. In na ta način se mi zdi, da se najbolj širi to, da je vest o gledališču, dobra predstava, pojdite pogledati. Različni režiserji prihajajo v mariborsko gledališče in tukaj ustvarjajo zelo različne predstave. S katerimi radi sodelujete, s katerimi je bilo sodelovanje še posebej čarobno, vam navdihujoče? Ste bili navdušeni nad njim? Res je, zelo veliko nekih poetik v gledališču srečujemo. Mogoče zdaj izpostavim 3, s katerimi se mi je zdelo pač v zadnjem času nekako zelo različna sodelovanja, ampak hkrati na nek način izpolnjujoča. Delala sem z Natašo Matjašič-Roškar v 2 projektih, avtorskih projektih, ki smo jih skupaj snovali, in sem se zelo veliko naučila, ker to je en poseben pristop gledališču in ima Nataša res posebno poetiko, ki si jo želi na njen način, in to so mi bile v zadnjem času, na primer, res izzivi. Za 2 predstavi ste tudi prejeli to nagrado letos?
tu zraven pri tem je bil tudi Toxic, to je, ampak prej smo še Nettie Many Alice Once Again, je bila še ena od teh, ampak to je na primer en stil. Potem je z Matejo Kokol sva veliko otroških predstav naredili oziroma mladinskih otroških. Tu se zelo razumeva, kar se tiče tega, kako nagovoriti otroke, mlade, kaj izpostaviti, kakšne so njihove teme, ki jih zanimajo. In se mi zdi, na primer, na tem področju, da se mi je to sodelovanje zdelo zelo, zelo pomembno. Zdaj na koncu zadnja predstava, ki smo jo v januarju naredili, je bila pa z Diegom Debre in smo delali klasično Marijo Stuart, ki jo je Diego s svojim avtorskim načinom še malo priredil. In smo tukaj sodelovali, torej, da je pač ta klasika postala malo bolj sodobna skozi njegovo branje. Gospa Barin, gledališče nastavlja ogledalo družbi. Kakšno vlogo ima to mariborsko gledališče za ta širši prostor? Mislim, da Mariborčani zelo radi hodijo v gledališče, da je to tako utkano, rečimo, v neko to družabno sceno mariborsko in tudi seveda vsa okolica, ki se kar pripelje tudi z avtobusi iz nekih drugih pač mest, ki gledališča pač ni, zato ker je mariborska drama je v tem od Celja seveda naprej proti severovzhodu ni več razen nas nobenega poklicnega gledališča in pač se mi zdi, da tukaj ravno zato moramo tudi skrbeti za vse generacijske različnosti, torej za otroke, mlade, za študente. Mislim, nekako repertoar je fajn, da pokriva vse starostne skupine. Drugače pa blazno se mi zdi, da gledališče živi, da ni nobene skrbi za to, da bi usahnilo ali pa da bi zdaj v nekem trenutku se nam zdelo, da smo na robu preživetja, zato ker so dvorane zelo polne. Mi dežuramo tudi na predstavah, to pomeni, da smo tam prisotni in spremljamo reakcije ljudi, način, kako se oni odzivajo in to je zelo različno. Gledališče diha v eno. Najbolj zanimivo je to, da lahko ena predstava, ki je komedija, jo en večer gledajo kot popolno dramo. In ni smeha, in ni odziva, in igralci prebijajo to tišino. Po drugi strani pa je lahko to v enem dnevu z humorjem nekoga, ki seveda reagira na vsako stvar. Ena čisto druga predstava, čeprav gre za identično besedilo, igra ni tako zelo različna, ampak to, kako ljudje zgrabijo predstavo, kako se z njo živijo, tisto uro, dve, koliko traja, je pa zelo odvisno. In zato so, na primer, tudi takrat, ko pride do te neke povezave, torej, ko se res dihajo igralci in gledalci skupaj, je ta čar gledališča. Mislim, da je to res čaroben trenutek, ki ga publika tudi želi, je dragocen, ker ko je bila korona, torej, ko smo bili zaprti, so ljudje tako pogrešali to doživetje, to druženje, to neko skupno dihanje v nekem trenutku, res nekega umetniškega dela, da smo imeli potem zelo velike probleme, prepire okrog tega, kje bo lahko kdo sedel, ker pač ni bilo dovolj kart in se je res videlo, da je gledališče en živelj Maribora. Gospa Barin, predstave za otroke in predstave za mladilo zelo radi ustvarjate. Vzgajate mlado gledališko občinstvo, navdušiti ga morate, da bodo znova prišli v gledališče. Danes je pravzaprav to zelo težko. Ob vsem, kar ponuja ta virtualni svet mladim in kako zelo zazrti, navdušeni so nad temi podobami, življenjem tam. Res je, gledališče ponuja en popolnoma drug svet, ravno v tej živosti je nekaj, kar je tako drugačno od tega virtualnega, v katerega so bolj ali manj potopljeni v svojem prostem času. Ampak prav, če spremljamo otroke, pri nas, na primer, občinstvo je tu nekje potem, ko se konča vrtec, začetek osnovne šole, je ta radovednost, ta njihova domišljija res brezmejna, energija, ki jo tudi imajo, je tako dragocena, da polni res vsako predstavo, na katero pride. In glede na to, da so šole vključene z nami skupaj v to neko, rečimo, vzgojno izobraževanje, se mi zdi, da se tudi to ni za bat, da se zgodi pa mogoče en manko, mogoče, če lahko to tako imenujemo, potem kasneje, torej, ko najstniki zavijajo eno svojo stran pot in to, da jih ohranimo
gledališki kondiciji, torej da prihajajo tudi potem, ko so mogoče že na poti odraščanja in jim ponujamo teme, ki njih zadovoljijo, jih zanimajo, jih zanimirajo, jim dajo nek pogled na svet, ki si ga sami na ta način, kot jim ga mi v živo predstavljamo, ne morajo sami dati. Nekatere predstave za mlade govorijo o teh zgodnjih najstnikih, so prave uspešnice. Elvis Škorc, genialni štor, mariborske pisateljice Janje Vidmar. To predstavo ste tudi vi dramaturško oblikovali. Morda, če izhaja iz nje, kaj mora takšna predstava ponuditi danes mladim najstnikom, ti, ki so najbolj zazrti v ta virtualni svet? Ja, jaz moram priznati, da ko sem brala ta roman, da sem se na glas krohotala in se mi je zdelo, da je to eno tako globoko in tako pretresljivo, hkrati seveda smešno obenem, en taka kombinacija vseh mogočih čustev, ki se mi porodila med tem, ko sem pač to prebirala in da se mi je v glavi nekako snoval ta Elvis kot podoba z odra, se mi je zdelo res pač žeblica na glavico to, kar otroci, torej zgodnji najstniki v nekem odraščajočem obdobju potrebujejo. Kar se je seveda izkazalo potem tudi, ko smo z Matejo to potem kokol postavili na oder, da je predstava s temo, ki jo obravnava, torej težko temo ločitve staršev, ki pa hkrati z upanjem tako navdušuje in navdihuje te otroke, ki so mogoče šli po podobni poti ali pa so šolce, zgodbe, katerih poslušajo, čeprav sami niso bili v tej situaciji, se mi zdi, da so res bili navdušeni nad tem, da jim gledališka izkušnja lahko ponudi en tak vidik zgodbe. Morda se uštaviva še pri literarnih dogodkih, ki jih pripravljate. Običajno zunaj gledališke hiše in predstavljajo pomembne osebnosti Maribora. Tudi za te projekte ste nedavno prejeli to nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Zakaj vas to tako zanima, oziroma kaj je tisto, kar vas zanima, zakaj se odločate za znane osebnosti, ki jih na zelo nenavaden, pa vendar gledališki način predstavljate? Ja, to je nastal kot dodatni program drame, ki sem ga zasnovala 4 leta nazaj. Sem se odločila, da na nek način povežem knjigo in gledališče, rečemo pogojno temu nek literarno gledališko zgodovinski dogodek. Predvsem takrat zgodovinsko, ko smo začeli se ukvarjati z Rudolfom Maistrom in z Van Dotom, ki sta pač zgodovinsko vezana na en čisto poseben čas in so nam veliko pomoč prišli iz Pokrajinskega arhiva Maribor, s katerimi zdaj res tesno sodelujemo in se imamo res neizmerno radi v tem, da drug drugega dopolnjujemo. Torej, da mi njihovim slikam, njihovim fotografijam, vsem stvarem, ki so v arhivu, in to je od vstopnic, plakatov, letakov. Mislim, to je en tak res bogatstvo mariborskega, rečemo, življenja, zgodovine. In se nam je zdelo, da ko smo tukaj stopili na nek širši prostor, da se je odprlo ravno to eno dopolnilo. Ker dokler sem sama, na primer Kajuha in Tavčarja, sem nekako začela z njima, probavala, kaj deluje, kaj je fajn, da so pesmi, na primer, ki smo jih pri Kajuhu, en tak čustven odziv doživele v Pekrah. In se nam je zdelo, da ljudje potrebujejo pesem, ki je interpretirana, ki jo igralci res na en božanski način lahko podajo. In se mi zdi, da se skozi te literarne večere neprestano gradi ideja, kako nagovarjati. Združujete zgodbe, ki so skrite v arhivu, z sodobno uprizoritvijo, sodobnimi prijemi gledališke umetnosti, skozi poezijo, zunaj gledališča, ne? Ja, to so projekti, ki jih na nek način soustvarjamo z Mariborsko knjižnico, ki potem po knjižničnih enotah, torej mariborskih ali naprimer okolici, zato da se tudi na nek način budijo ravno povezave s tem, torej Rudolf Maister v Šentilju, kjer so se dogajali prelomni dogodki, mogoče potem Janko Glazer v Rušah, kjer je živel in ima pač seveda svojo zvesto publiko in bralce in poslušalce, ampak tudi ostali okrog, torej kamorkoli pridemo in gostujemo s temi dogodki, se mi zdi, da se
nekaj v ljudeh premakne, zato ker je to en poseben način, kako rečemo poezija ali pa odlomki iz nekih literarnih del oživijo v tisti eni uri, koliko ta dogodek traja. Hkrati pa so zdaj pospremljeni, seveda, kot sem rekla, mogoče tudi z nekim dokumentarnim gradivom, slikovnim, ki nam ga pokrajinski arhiv potem pripravi. Maja bo v gradu v Rančah literarni večer, na katerem boste predstavili pisatelja Marjana Tomšiča. Na prvi pogled se zdi nenavadno, zakaj ta pisatelj na tem koncu, pa je razlogov za to veliko. Ja, Marjan Tomšič se je rodil v Račah. To je bil en od razlogov, zakaj smo, ko smo gostovali tam z Rudolfom Maistrom, so prišli do nas in rekli, mi bi si želeli, da bi se naša knjižnica, ki je v gradu Rače, imenovala po njem. In potem, ko smo govorili, da je Marjan živel tukaj, prav na tem gradu, kjer je danes knjižnica, se mi je zdelo res nekako lepo, da bi obeležili ta del njegovega življenja, ki se je zgodil tu in je zelo pomembno vplival na njegovo otroštvo, odraščanje. Potem je hodil naprimer v Maribor na prvo gimnazijo in od tu potem je šel v Ljubljano. Kasneje seveda je velik svoj opus ustvaril v Istri, kjer je potem živel. In kako to na privlačen način boste predstavili mlajšim, ki danes živimo tukaj? No, ravno skozi te zgodbe, ki jih opisuje v Kafri, to je romanu za odrasle in v 2 zbirkah mladinske proze. In skozi te zgodbe bomo spremljali zgodbo tega malega Marjana, rečemo tega dečka, ki je na gradu v času 2. svetovne vojne in po vojni res duhovito, pestro in zanimivo opisuje to svoje doživljanje Rač, doživljanje tega časa. In na nek način je to v ospredje postavljeno, poleg seveda tega, da smo na Račkem gradu, ki pa je itak genialni prostor zase. Privlačnost teh dogodkov prinašajo igralci, ki prihajajo v njihov kraj. Tudi to je moment, ki zelo navdušuje. Meni se je zdaj ravno ta trenutek, da igralec se stopi z odra, kjer ga vedno spoznavamo v neki vlogi, torej v dramski osebi, da ga na ta način kot interpreta, seveda spet v vlogi nekoga, ki mu je dodeljena, ampak hkrati vseeno dosti bolj intimno, dosti bolj prisotno, to so ponavadi manjše skupine se zberejo na teh in je to povezovanje ali pa pogovor po teh dogodkih je eno tako res iskreno srečanje. Zelo drugačno od tega, če gremo na premiero, pa se tam potem vseeno tudi srečamo z igralci, ampak nekako smo si bliže. Zakaj je ta vzgojno-izobraževalni program, ki ga pripravljate v vašem gledališču, zelo veliko se ukvarjate z njim, tako pomemben? Zakaj se vam zdi pomemben? Kaj ugotavljate? Zakaj je mlade pomembno soočati in jih navduševati za ne zgolj gledališče, za umetnost na splošno, ker različne zvrsti umetnosti srečajo na gledališkem odru? Ravno to se mi zdi zelo pomembno, da se mlade okuži, rečemo, s teatrom. Zato, ker jim zagotovo gledališke uprizoritve pomagajo razrešiti problem ali pa uvid v neko situacijo ali pa v neko zgodovinsko obdobje ali pa jim dajo nek drug zorni kot, mogoče na katerega ob branju sami niso pomislili, ker ga uprizoritev zasuče malenkost drugače, kot je bilo pričakovano. Zato se mi zdi, da je ta vzgoja, da spremljajo otroci, torej gledališče od malih nog, tako kot morajo rasti s knjigo, če želimo, da berejo, ko bodo odrasli, je na enak način pač treba ljudi od malih nog pripeljati, zato da znajo brati, da vidijo uprizoritev, da znajo komentirati, da se o njej sprašujejo, da nekaj od nje odnesejo domov. Maja Borin, dramaturginja Mariborskega gledališča, letošnja nagrajenka Združenja dramskih umetnikov Slovenije, je še vedno z nami. Gospa Borin, nagrada kolegov šteje veliko, verjetno, ne? Gre za vseslovensko nagrado. Ja, zelo sem bila presenečena, počaščena, vesela, ko sem zvedela, da so mi to nagrado podelili. Predvsem zato, ker res srcem delam vse
nivoje tega gledališkega ustvarjanja, ki je zelo, zelo raznoliko in se tudi v tem vidi pač, da so eno praktične dramaturgije, eno so pač otroški program, ti literarni projekti prinašajo neko drugo in se mi je zdelo, da mogoče res v teh zadnjih 2 letih, obe sta bili izjemno pestri, naporni, da je to res neka potrditev za delo, ki je bilo opravljeno, da ima nek pomen. Delo v gledališču nima 8-urnega delovnika, z družino živite v Rušah in ta sicer kratka razdalja do Maribora je pogosto naporna, dolga. Včasih se mi je zdelo, da bo selitev v Ruše prinesla veliko več komplikacij, zdaj se mi pa zdi, da ko se usedem v avto, na nek način umirim misel ali pa že tudi med potjo se rodijo neki idejni preskoki, ki vežejo me potem na naslednjo vajo. Tako da se mi ta pot v resnici zdi včasih prekratka. Zato, ker v nekem miru tega potovanja ali pa tega sam prenosa iz enega kraja do drugega, se mi zdi, da včasih je ravno to, kar potrebuješ, nek odklop od tega domačega ali pa službenega dela. In se res moram priznati, da se kar marsikaj rodi med to potjo. Drugače pa je naporno predvsem to, da so res urniki zelo nestalni, in da je treba z družino vedno kombinirati, kdo otroke pelje kam, kdaj bomo doma zvečer, me dostikrat ni, predvsem takrat, ko so vaje ali pa dežurstva. Predstave po premierni uprizoritvi še spremljate, kako se gradivo oblikuje? Ja, ravno zato, ker smo prisotni tudi na ponovitvah, jih vedno gledam, nikoli pač nisem nekdo, ki bo rekel, to sem že 30-krat videla, ampak predstave so res vsakič drugače. Torej, odvisno od publike, odvisno je od igralcev, odvisno je od lune, odvisno je od marsičesa, na kak način bo ta dan, ta večer predstavo sprejeli. Tako da je 1000-krat, verjetno 1000-krat nekaj drugega. Knjige, kultura, umetnost, tudi gledališče vas spremljajo od otroških let? Ja, res je, smo kar okuženi. Moj oče je bil tisti, ki je nas nekako potopil najrazličnejše umetnostne zvrsti, od likovne umetnosti, glasbene, gledališke, lutkovne, ustvarjalnosti, take in drugačne, ker je pač to bila njegova potreba potem, da nam poda. S knjigami smo dobesedno živeli tako, da so nas metale ven. Dobro, da smo se potem v Ruše preselili v hišo, ker je vseeno bilo več prostora. Ampak ja, če ne bi s tem živela, verjetno ne bi na ta način celovito ali pa celostno gledala gledališča. To ljubezen, to predanost kulturi, umetnosti, ustvarjalnosti na svojstven način predajate tudi vašima hčerkama, menda v obliki potovanj v pomembne, zanimive, privlačne kraje, zgodovinsko, kulturno dediščino dežele. Ja, to je en pobeg, jaz rečem, to so ti naši, pač, ker so počitnice v gledališču vseeno skoncentrirane samo na poletje ali pa na te kratke odmore med sezono. Izkoristimo res skoraj vsak trenutek, da pobegnemo, ampak da se tam na nek drug način, mogoče širši, drugačen, da obiskujemo galerije, da si ogledujemo vso to arhitekturo, ki jo ponujajo neki tuji kraji, zgodovino, ki je pač pisana v tisti deželi, in to se mi zdi en tak zanimiv način, da se lahko o marsičem pogovarjamo, kar se mogoče doma ne bi. Hkrati pa navdušujete vaši najstnici za ta svet ustvarjalnosti, umetnosti. Ja, mislim, da sta že kar obe okuženi, zato ker pač gledališče je vseeno del njunega odraščanja, branje knjig je že od zibelke ima pač položeno, in da tudi vse druge stvari, ki jih spremljata zagotovo skozi neko malo drugačno prizmo. Kaj bo, na kak način bosta to, ali ima bo to zanimivo tudi za nadaljne, to bomo še videli, ampak zdi se mi, da uživata v tem. Gospa Borin, kako vidite, doživljate vaš Maribor, mesto, kjer ste odraščali, se srečali in srečevali z umetnostjo, knjigami, gledališčem, mesto, v katerem soustvarjate Slovensko narodno gledališče Maribor oziroma obsežen dramski program?
Zanimiva je mogoče anekdota, da ko sem šla v Ljubljano študirati, sem hodila po Mariboru in hotela imeti fotografije mene v Mariboru. Mislim, ne vem zakaj, sploh se ne spomnim, kaj je bila ta potreba, ali da košček Maribora nesem s sabo v Ljubljano. Ampak ja, zelo sem vezana na Maribor ali pa na naš okoliš, čeprav sem zagotovo v Ljubljani v času študija neizmerno uživala in je bilo to druženje na akademiji, v mentorstvu Mileta Koruna in Matjaža Zupančiča zagotovo obdobje, ki me je najbolj oblikovalo, mi dalo tudi krila na tem gledališkem področju in me odprlo definitivno za to, za kar sem se potem v poklicu lahko odločala. Maribor, verjetno ga ne bi zamenjala za katerokoli drugo mesto, ker je pač tkan nek moj bit. Ruše so pa moja mogoče oaza. Nek odklop, kamor res pod Pohorjem gremo in na vrtu v miru brkljam po travi in uživamo v tem nekem majhnem svetu, nekega miru. Pravite, da se ni bati, da bi gledališče izginilo, da bi ta čar gledališča usahnil v virtualnem svetu podob namišljenega življenja? Ne, mislim, da se ni za bati, zato ker mislim, da bomo ljudje vedno potrebovali bližino drugega. In ravno to, da dihamo isto predstavo, da delimo ali v smehu, ali v joku, ali v nekem kakršnem koli občutenju, nek gledališki dogodek, se mi zdi, da bo postalo vedno bolj iskano. Zato ker ta odtujenost, ki nam jo ponuja ta svet, in to se mi zdi, da se bo izpelo in da potem neka prihodnost tega, na kak način bomo doživljali, da verjetno je ni. Da bo, kljub temu, da gledališče že v teh tisočletjih je marsikdaj spremenilo način, nagovor, formo, tudi hiše gledališke so se spreminjale. Ampak mislim, da bistvo gledališča pa je ostalo in bo. Gospa Maja Borin, hvala za ta pogovor in vpogled v ustvarjalno delo gledališkega dramaturga in zaodrje gledaliških predstav. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. Majo Borin, dramaturginjo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, letošnjo prejemnico nagrade Marko Slodnjak Združenja dramskih umetnikov Slovenije za dosežke na področju dramaturgije, je pred mikrofon povabila Brigita Mohorič. V mariborskem studiu je pogovor posnel in zvočno oblikoval Tomaž Pirš, v ljubljanskem je oddajo zvočno uredil Liam Samsa, urednica oddaje sem Petra Tanko. K vnovičnemu poslušanju vas vabimo na naših spletnih straneh in med podcasti. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo prijeten dan še naprej.